Najprej hvala, gospod Marko Lotrič, da ste se odzvali vabilu in da se lahko srečamo v tem našem pogovornem kotičku. Latinski pogovor per aspera ad astra, ki v prevodu pomeni preko trnja do zvezd, nosi zelo pomembno življenjsko sporočilo. Sporoča nam, da ne gre pričakovati, da se nam bodo v fazi ustvarjanja kariere in usmerjanja poklicne poti dogajali sami vzponi, ampak se bomo na tej poti soočili tudi z neuspehi in tudi ti so tisti, ki pomembno zaznamujejo kariero in iz katerih se lahko res veliko naučimo. Vse to pa predstavlja neko celoto, ki je pomembna za razvoj vsakega diplomanta, ki vstopa na začetek svoje poklicne poti. Naš današnji osrednji gost, predsednik Državnega sveta, gospod Marko Lotrič, o tej poti lahko veliko pove, saj je ustanovitelj mednarodno uveljavljene skupine Lotrič Metrology, katere začetki segajo v leto 1991, ko je svojo samostojno poklicno pot pričel z odprtjem obrti za kalibracijo tehnic, uteži in pipet. Gospod Lotrič, če začneva čisto na začetku, kako se vi spominjate začetkov, tistih prvih začetkov vaše karierne poti? Ja, mogoče najprej seveda en lep dober dan. Res sem vesel, da sem lahko na Primorskem, da sem lahko tukaj v Kopru z vami. Ni še dolgo nazaj, kar smo praznovali 20-letnico univerze. In že sam zrak, ko te zmehča, ko stopiš iz avtomobila, vidiš, da si prišel med dobre ljudi. Tako da, ja, če se pa spomnim zdaj samih začetkov, seveda začel se vse skupaj uradno 1. aprila leta 1991. Ravno tako je bilo takrat v zraku začutiti neko željo po samostojnosti, eno željo po kakorkoli, ki jo človek nosi s sabo, verjetno malo podedovano, malo pa pridobljeno že v teh, rekel, mlajših letih, čeprav jaz sem začel z obrtjo, ko sem bil sam star 28 let. Predtem sem pa že sam poskušal na določenih drugih področjih, ki pa mi niso ravno najbolj šla, pravzaprav zaradi enostavne zgodbe, zaradi tega, ker se nisem znal odločiti, ali bi delal ali ne. In tako sem navijal neke tuljavce za eno znano podjetje v naši regiji. In ko mi je gospa direktorica rekla, da naj to naredim do nekega večera in seveda bi bilo treba pripeljati, pa nisem pripeljal. In rekla, zakaj nisem naredil, in sem rekel, zaradi tega, ker bi pač treba iti v seno in pomagati, da se ne bi seno oziroma trava gnila oziroma da se bo posušila. Ja, rekla, Marko, odloči se, boš mogel, kaj boš delal, vse ne bo šlo. To se pravi, najprej se mi zdi sporočilo tega je, da če se nekaj odločimo, da moramo vedeti, v katero smer se odločamo, da jo posvojimo, seveda je prej potreben poskusiti kakšno zadevo, ampak ravno to, da izberemo smer, ki nas veseli. Veseli nas verjetno tista stvar, saj mene je, ki sem jo najbolj poznal. Merjenje in z njo povezani inštrumenti so me od nekdaj veselili. In mislim, da je bil to en tist razlog, zakaj je ravno meroslovje bila moja nekako izbranec, kjer sem začel. Je pa tudi res, da v tistih časih leta 1991 ni bilo nekih hudih podpor, imenovanih semenskega kapitala in ostalih, bom rekel, spodbud, ki jih pravzaprav danes lahko dobimo. Ampak je pa nekaj drugega res, da je bil takrat trg palačen nekih storitev in produktov, ki pa po drugi strani so dajale velike možnosti za bom rekel, začetek nekega določenega posla. Tako da primerjati med enim in drugim ne gre, je pa res, ko pa se odločiš, je pa treba vztrajati. Je treba vztrajati in najlažje se odločiš, kot sem rekel, da poznaš nekaj, ali si študiral, ali te je nekdo navdušil za to zadevo, ali si prevzel od nekoga. Skratka, verjamem, da je to tudi po 32 letih izziv moje druge generacije, ko prevzemaš, imaš energije, mislim, da poka, in ravno tako je bilo v tem letu 1991. Ja, pravijo, da je na začetku vsake poti vedno težko, a ne? Verjetno ste se tudi vi soočili s številnimi takimi izzivi.
Ja, vas tako kako, ne, leta 91, takrat sva žena imela 2 otroka, potem, ko se odločiš, da greš na SP, dobiš iz vrtca najdražjo položnico, potem otroci izgubijo vso podporo po neki solidarnosti pri plačevanju malice. Skratka, začneš se soočati s takimi bombončki, ne vem, če so to ravno bombončki, ampak vidiš, da je treba še veliko delati in to so tisti prvi odzivi, ki bi absolutno svetoval samemu sebi in vladi, da naj poskrbi za začetke, naj da tako imenovane davčne počitnice, naj oprosti pravzaprav še dodatno tiste mlade, ki ste željni in voljni iti po podjetniški poti. Zaradi tega, ker takrat na začetku, vsaj meni se zdi, je vsakih 50 evrov ključnih za preživetje. Sam sem bil tudi mentor v enem programu Spirita, ne vem točno, kako se je imenoval, ampak mi smo delali tam poslovne načrte. Po 10 ljudi se je vključevalo in ko smo delali poslovne načrte, dejansko je pokazalo vsake 50 evrov zelo veliko pomeni. Zato, da je okolica prava, da začneš v pogojih delati, kjer ti mogoče lahko pomagajo domači. To je največja pomoč domačih, oziroma to, da potrebuješ delovni prostor, potrebuješ infrastrukturo in če to ni potrebno plačevati, to je tak začetni kapital, se mi zdi, da potem samo še svoje znanje in pa vztrajnost, predvsem se mi pa zdi to, kar sta rekla prej in gospa rektorica, predsednik alumnija kluba, se pravi te povezave, ki jih imate. To se mi zdi največ in na začetku, ko tega jaz recimo nisem imel, mogoče so bile takrat v letu 91 zelo zaprti krogi in je bilo težko priti v neke določene povezave. Ne vem, predstavljam si, da je skozi alumni to lažje, zaradi tega, ker ste skupaj imeli iste profesori, ti profesorici imajo druge povezave in sami med sabo to izkoristite, ker verjamem, da ste taki, ki si znate med sabo pomagati. Zelo lepo ste to povedali, mogoče tudi to, da nikoli na tej poti ne smemo izgubiti tudi nekega upanja. Ne? Ja, to zagotovo. Že samo to, če celo leto gre dobro podjetju, so meseci, kjer padeš. Če cel mesec odlično gre, pač na koncu meseca je sigurno kakšen dan, ko se težko zbudimo, ko težko gremo v službo, ko težko zjutraj, ne vem, karkoli opravimo. Ampak to je življenje in kako bi bilo, če bi pravzaprav bilo zmeraj ljudi, bi samo potico jedli. To pač ne gre, ne? Je potrebno nekaj drugega, tudi srčni utrip je ravno tako, se mi zdi, smer podjetništva. Kako pa je tekla z rastjo in širitvijo podjetja vaša profesionalna pot in pa danes, če se ozrete tako nazaj, bi kaj spremenili? Ja. Verjetno bi na začetku, če bi imel seveda nekaj več poguma in denarja, takoj ustanovil podjetje v enih večjih prostorih, tako so pa začela pri ženjenih starših v garaži, pa po dobrem letu opravlja že selitev. Se pravi, ta začetek je že kazal na to, da mogoče prva odločitev ni bila po izbiri lokacije najboljša, zaradi tega, ker je kar nekaj stalo, da se je ta garaža recimo preuredila tako imenovani laboratorij. Ja, to bi bila ena stvar. Zelo sem pa vesel, da me takrat ni potegnilo, takrat so počasi mobiteli ven prišli, pa avtomobili na leasing, pa take stvari. Me je zelo veseli, da me ni to zagrabil, ker takrat so vse take zadeve stale precej drago. Ne vem, en mobitel je bil takrat 10.000 mark, en avto na leasing in če si imel take obveznosti, veliko znancev je na ta način tudi morali zapreti potem podjetje. Ampak začetki so vedno taki, da štartaš na nekaj, kar vidiš, recimo na nek denar, ki si ga prehranil že prej, da lahko kupiš neko opremo in potem pač gradiš, delaš, kar zaslužiš, vlagaš naprej in ne vem, če se kdaj to ustavil, tudi danes je zelo podobno. Pri upravljanju podjetja sodelujejo tudi vaši družinski člani. Januarja ste po izvolitvi vodenje podjetja predali vaši hčeri Maji. Takrat so v časniku Delo poročali, način prenosa funkcij na mlajšo generacijo so v Lothridge Metrology zapisali v družinsko ustavo.
Lahko kaj več poveste o tem? Družinska ustava je pravzaprav družinski dogovor in nas je v družini 5. Poleg naju z Mojco še Majo, Katjo in Mitja. Stari so od 30 do 38 let in leta 2017, junija, smo podpisali ta dokument. Začeli smo dobre 2 leti prej razmišljati, na kakšen način bo enkrat prišel čas, ko bomo predala vodenje podjetja naslednjih generacij. Pa sem obiskal Jezerške, catering, recimo, če poznate. Potem smo šli v Prekmurje do Štefana Pavlinjeka, ki je tudi oblikoval to družinsko ustavo. In spraševati, kaj pravzaprav je to. No, na koncu smo se odločili in nam je svetovala gospa Mojca Emeršič iz UI-ja. Namreč Ernst Young ima tudi tuje filijale, normalno podjetje je v tuji lasti. Prišel je en strokovnjak iz Nizozemske, ki nam je pravzaprav povedal, kaj je treba zapisati v to družinsko ustavo, ta dokument. Seveda, zdaj, če pomislimo, kaj je pa najbolj pomembno. A so deleži najbolj pomembni? Verjetno so pomembni. Ampak se mi zdi, da je bolj pomembno od samega deleža, kaj so dovoljene in nedovoljene transakcije s tem deležem. Kdaj ga lahko kdo proda, pod kakšnimi pogoji. A ga lahko proda mimo vednosti ostalih deležnikov ali se pravi delničar. Seveda ne. Ali je tudi kljub soglasju, kakšen je izstop? Ali je to, a ga spodbujamo ali ga ne? Mi trenutno ga ne spodbujamo. V ustavi je zapisano, da ne. Se pravi, če nekdo želi prodati svoj delež, prej sem začel 12,5% je pri 5-članski družini nujni delež in take deleže so zapisani v IPS-u, vse to je jasno napisano. In če nekdo se odloči, da bi prodal, potem ne bo dobil 12,5%. Mislim, da smo zapisali 70% od tega, pa to v 10 letih. Skratka, to so neke mehanizme, smo hoteli vgraditi, da ne spodbujamo prodaje deleža. Seveda, če ga prodajamo, da najprej ponuditi podjetju oziroma ostalim družbenikom po nekem vrstnem redu. Potem smo se vprašali, kako bo šlo naprej lastništvo. Odločili smo se za krvno linijo lastništva. Lahko se nekdo odloči kakorkoli drugače. Krvna linija pomeni, da lahko postanejo lastniki, da ne morejo postati lastniki žene oziroma mož od otrok. A se oni zdaj s tem strinjajo? Pri nas so podpisali to družinsko ustavo. Ampak to je samo dogovor. To na sodišču ne bi zdržala. Potem se bom dotaknil še tega, če imamo čas, ne vem koliko je. Ampak bom pa poskušal malo pohititi. Skratka, ta dogovor je, ta gospa Mojca Emeršič omenjena, to mora biti nek psiholog, ki te vozi čez to. Ko se pogovarjamo o deležih, ok. In ko se pa začnemo pogovarjati o tem, kaj če se zgodi nenadna smrt. Kaj če se zgodi, če se zgodi to najstarejšem, človek še kar prenese, ker reče takoj prav, da gremo od najstarejšega. Ampak v poroko mora podpisati tudi najmlajša, stara takrat 20 let. Brez partnerja, brez otrok. Komu bo prenesla? Potem nekdo, hčera noseča druga. Kaj pa v njenem primeru? Skratka, to so stvari, ki seveda izvabijo tudi solze. Ne da se naenkrat odločati in seveda večkrat se je zgodilo, da smo prekinuli pogovor in nazadnje smo ga pa res v Radencih ob enem vikendu, 3-dnevnem, skupaj z vsemi strokovnjaki iz UI-ja pripeljali do konca. In najlepše je, da v bistvu odpiramo družinsko ustavo zdaj, ko je komu želi, oziroma če kdo želi, da jo vidi, da prebere. In sam sem šel zadnjič gledati, ker imamo 7 vnuki in vnukov, kdaj pa oni vstopijo že v podjetje. Malce prej oziroma na začetku ste omenili, da ste tudi sami precej mladi stopili na poklicno oziroma na karierno pot. Kako pa vidite mlade, ki danes vstopajo na samostojno poklicno pot? Ja, največje veselje je, ko vidim sam, da se mladi odločajo za samostojno pot. Ta samostojna pot je lahko zelo različna. Namreč samostojna pot je lahko tudi brez zamere, če primerjam, ampak je lahko kuhar v neki odlični restavraciji. Je lahko nekdo, ki ima idejo in vodi nek
nek oddelek, nek razvojni oddelek, je nekdo, ki želi predajati znanje naprej. Ampak če sem pa bolj tradicionalen, odpremo podjetje, je pa to, mislim, jaz sem nagnjen k temu, da če lahko in če je kakovost kolikor toliko primerna, da pač se oziroma izberemo tistega, ki je nekako na začetku svoje poti. In kaj bi vi svetovali vsem tem mladim, ki vstopajo na poklicno pot? Ne, če bi zdaj ravno svetoval, jaz lahko povem, kako se mi je zdelo, pa če je to potem na svet za ostale, je pa tudi v redu. Se pravi, treba je, ko izbereš neko področje dela, je treba tam vztrajati. Zagotovo je vsak kruh pri sosedu bolj mehak, ampak vsak ima skorjo. In bolj, ko gremo v podrobnosti, bolj, ko gremo v globok, težje je pravzaprav, zato ker se začnemo spoznavati s konkurenco, začnemo se spoznavati z svojo, napredujemo tako, kot vsi do svoje mejene zmožnosti, če ne tako rečem, ampak zdaj pa najdete, kako prebroditi te, bom rekel, znanje, ovire, mogoče na tej poti je pa tudi potrebna sreča, od sad sem bil deležen te sreče, tako da je to, mislim, veliko pomeni ta zunanja pomoč. Mogoče ob koncu samo še tole, katere kompetence, znanja in veščine so po vašem mnenju danes za mlade najbolj potrebne? Da ne bi zdaj ponavljal vseh teh vrednot, ki sem jih že povedal, ampak se mi zdi, da veščina je spet odvisno, kateri posel, ampak povezovanje, sodelovanje in pa vztrajanje na svoji poti je to, kar pripelje do rezultata. Takrat, ko pa gre, bom rekel, težko, je pač zelo lepo, če imamo nek domač naslon, eno ramo za plakanje, ker je to zares lažje grešno. Takole, jaz bi se vam zdajle na tem mestu iskreno zahvalila za tale prijeten pogovor in za vse ideje in nasvete, pa tudi za vas imamo eno pozornost. Najlepša hvala za to.